Vse vas lepo pozdravljam v Gospodovem svetom imenu in naj se njegova mogočna roka dotekne vsakoga izmed nas skozi njegovo besedo tudi v tom jutri. Imamo odpreta srca, ko čujemo, ko poslušamo Božji glas, ko poslušamo Božjo besedo. Zadnjo nedeljo v maju sem govoril o Jezušovem delovanju zoj, o njegovoj aktivnosti v življenju človeka. To, ko on dela zoj, vsaki dan, znova in znova, vsaki trenutek. In to smo prešteli v Razodetje 3:20. Glej, stojim pred vrati in trkam, če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Ja, dragi moji, Jezus je aktiven tudi zoj v tom trenutku v tvojem življenju in te poziva na odziv, da se odzoveš na njegovo klicanje, na njegovo trkanje, da odpreš svoja vrata, da bi on lahko stopil. In od tvoje odločitve, od toga, kako se ti odločaš, je odvisna tvoja večnost. Pa ne zavoljo toga, kak je to goči. Ne zavoljo toga, kak to moji sodelavci gočijo. Ne zavoljo toga, kak to goči pastor druge cerkve, ali tiste pastor ali pridigar, šteroga poslušaš po družbenih omrežjih. Ne zavoljo toga, pač pa zato, ker je to Božja beseda. To je Božje sporočilo za tebe osebno, za tvoje življenje, za tvojo situacijo. Janez 3:36 to piše. Janez 3:36. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. In to je to, ko smo popevali v koruše, ti si mi vse. Ti si mi vse. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje, kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza. Ko boš ti izbral, ko si ti izbral, kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Najboljša, najpomembnejša odločitev za vsakoga človeka. Imaš ti večno življenje? Haleluja. To ne nekaj, ko da nekoč, ko enok pride, nekoč, daljne prihodnosti. Ne, dragi moji, to je sedanjost. To je življenje v enoj živoj skupnosti z Bogom. Vsaki dan, zoj, vsaki trenutek in te, da se to nadaljevalo, samo vso večnost. Če zoj ne imaš skupnosti z Bogom, ti nažalost ne mreš pričakovati skupnosti z njim vso večnost. Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Ko je večno življenje? Jezus je podal eno jasno, čisto enostavno definicijo, kako se pride do večnega življenja. To je zapisano v Janezovem evangeliju 17. tali in 3. verš, šleko stanemo ob branju Božje besede. Janez 17.3 to piše. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Nebeški Oče, hvala je tebe, ka nas ti ljubiš, hvala je tebe, ka nam ti ponujaš večno življenje in hvala je tebe, ka si v svojem Sinu Jezusu Kristusu to večno življenje zagotovo vsakome. Nebeški Oče, hvala je tebe, ka po duhi tvojom to večno življenje, to novo življenje, zoj udejanjaš po duhi tvojom v vsakom, što odpre svoje srce, zato, ka posluša in Boga tvoj glas, da eno razumete tvojo besedo in živete po njej v vsakodneve, v vsakom trenutku, da bo proslavljeno tvoje ime skozi tvoje cerkve. Amen. Amen. To zavzemite nazaj svoja mesta. Ali naj to ena zelo zanimiva Jezušova izjava, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe. Da spoznavajo tebe.
edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal. Koga je oče poslal? Sina, Jezuša Kristuša. Torej, večno življenje ne samo eden večni obstoj, pač pa dosta več. Dosta več je ještě večno življenje, kot pa samo te večen obstoj. Večno življenje pomeni poznate, spoznavate Boga. Spoznavate Boga, ko nam je omogočeno po njegovom sinu. Jezus je Boga razodeno tu na zemlji in Sveti Duh nam to odkriva v vsakom dnevu. Bog ne želi, znate, Bog ne želi preživeti večnosti v kuper s tistimi, štere so v tom zemeljskom življenju ne oddvojili za dosta časa, kaj bi ga resnično spoznali. Što ne pozna Boga, što ga ne spozna, tu, zdaj. Kako bi se tisti počutil v večnosti, kako bi se počutil, enostavno ne da mogo priti ta. Po veri in v iskrenom predanju Jezuše lahko doživimo največjo izpolnjenje za naše življenje in pa izpolnimo namen, šteroga ima Bog za vsakoga človeka. Tudi za tebe. Mogoče se čutiš nepomemben. Mogoče se čutiš nesposoben. Ne, Bog ima tudi za tebe, za tvoje življenje namen. Kaj si sol, kaj si luč, tom, kje živiš, tom, kje deluješ. Jezus pravi v Janeza 19. tale 10. veršoš, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. To je Jezušova vola, Jezušovo poslanstvo, ka mene in tebe prinese eno življenje, ne v materialnem obilju, pač pa v obilje Božje prisotnosti, Božjega delovanja, Božjega mira, Božje radosti. Življenje brez Jezuša, dragi moje, je najbolje prazno, najbolje bedno, najbolje žalostno življenje. Zavolo toga, ka dava, Jezus dava edini pravi smisel vsakome življenje. Edino to dava. Ne mrete, ne tvoja izobrazba, ne tvoj status, ne tvoje bogatstvo, nema nikak proti tome. Ali to ti ne mre dati pravega smisla, zato ka to dava Jezus, to dava Bog. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Pogledajmo malo, ko ještě Biblija, Božja beseda pravi od večnega življenja in pa malo razmislimo od toga. Najprej, že sem pravil to, večno življenje je sedanja stvarnost. V Janezi 5. tale 24. veršoš to piše. Jezus to pravi. Resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal. To pomeni dejavna vera, biti dejaven v tom, ko čuje. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Haleluja. In dole pravi to, in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti življenje. To je večno življenje. Je prestopil iz smrti v življenje. Janezi 10. tale 27. pa 28. to štejmo. Dajem jim, moje ovce poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Teva dva odlomka se nanašata na sedanjost, na zdaj, na te trenutek. Ima večno življenje. Je prestopil iz smrti v življenje. Dajem jim večno življenje. Ne samo in v bodočnosti, pač pa že zdaj.
smo deležniki večnega življenja. In kot drugo, večno življenje je Božji dar. To je Božji dar. V pismu Rimljanom 6:23 je to zapisano. Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa je ko? Pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Torej ne sam po sebi, pač pa edino v Kristusu Jezusu, v našem Gospodu. Torej večno življenje si ne moremo kupiti. Večnega življenja ne moremo kupiti, nega toga bogatstva, nega te materialne stvari, s katerim bi se to lahko kupili, niti ne svoje dejavnosti, dejanja, ne moremo se s tem kupiti, ker je večno življenje Božji milostni dar. Tu ne svojim delom, svojim prizadevanjem si ne moremo zaslužiti večnega življenja. To je Božji milostni dar, šterega je Jezus omogočil vsakome. Za vsakoga je omogočeno, samo je to potrebno sprejeti v veri. Sprejeti z enim odpretim, hvaležnim srcem in povedati, hvala ti, nebeški Oče, za tvoj dar, šterega mi ti dajaš. In ti v tom, ko on daje živeti. In dole, kristjane, smo resnično sprijali Jezuša, kot osebnega odrešenika, živimo večno življenje od tistega trenutka, da so nam bili odpuščeni grehi, da smo se popolnoma predali njime v vodstvo. Od tistega trenutka dole smo deležniki večnega življenja, ali svoje večno življenje ne vzdržujemo, kot to povem, samo na podlagi prejšnjih, na podlagi preteklih odločitev. Ne, samo enako sem se odločil, pa zdaj se vredi, leko živim dole kokščin. Ne, v naše življenje se mora stalno odvijati tej proces rasta v veri, tej proces razvijanja v veri. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe. Vsaki dan bolje in bolje, vsaki dan znova in znova, vsakodnevno to pomeni prenesti v prakso, v svoje življenje to, ko poslušam, to, ko se včim, to, na kakšen način jaz spoznavam Boga. To vsak dan prenesti v svoje praktično življenje. To pomeni aktivno verovati in pa poglabljati vsak dan te oseben odnos z Bogom. Spoznavati Boga za voljo toga njega večnega življenja brez iskrenega odnosa z njim. Imamo te iskrene odnos z našim odrešenikom. Znate, da imaš iskreni odnos z nekakim, tega spoznavaš. Če je to sodelavec, sošolec, prijatelj, znanec, zakonca, mladoporočenca, se spoznavata, se resnično spoznavata skozi eden iskreni odnos ljubezni. Ja, skozi iskreni odnos ljubezni. Biva z mojo ženo vse še itak spoznavala. Ja, čase pridajo nove stvari, štere tebe spoznate, moja žena pri mene in je pri njej. Isto tak je, dragi moje, spoznavanje Boga. To se dogaja skozi iskreni odnos ljubezni. Božja ljubezen je do mene iskrena. In tako naj tudi moja ljubezen do Boga bo iskrena. Kako ti v tvojem življenju spoznavaš Boga? Si vzameš zadosta časa za skupnost z njim? Se včiš
iz njegove reči vsakodnevne. In to te vsakodnevno v vsakoj situaciji uporabljaš, nucaš, si iskreni do njega, ali pa se skrivaš, ali pa skrivaš stvari pred njim. Želiš skriti, znate, pred Bogom, nažalost, nikaj ne moremo skriti. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Amen. Lahko sklonimo glave k molitvi. Dragi prisoten, dragi poslušalec, ali spoznavaš vsakodnevno Boga, ali pa sta se eden od drugega mogoče odtujila. Ti je on bližnji, ali pa tujec, šterega te je strah, ali pa se ga izogibaš. Želiš znova ali pa na novo spostaviti z njim poznanstvo. Lahko mi daš znak, če nucaš podporo v molitvi in bomo molili za tebe. Kaj bi tvoj odnos, tvoje spoznanje Boga, kaj bi se odvijalo v enom prijateljskom vzdušju na poti do tiste končne večnosti. Če želiš, da se molimo za tebe, lahko zdigneš roko, lahko mi daš znak. Aleluja, amen, amen. Gospod vidi tvoje srce, amen. Amen, aleluja, aleluja. Mogoče imaš ti potrebo v svojem telu, betek, navolo ali problem. Tudi za to bomo se molili, tudi za našo sestro Olgo, štera je v bolnici, po operaciji naj bo čim prejšnje okrevanje. In tudi za tvoje situacije, štere imaš, lahko daš znak, ko nucaš potrebo. Amen, 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 aleluja, aleluja, amen. Ja, Gospod vidi tudi tvoje betege, tudi tvoje nevole. In ti želi dati te prave nebeški mir. O nebeški Oče, hvala je tebi, kad se nam ti želiš dati spoznati po Sinu Jezuši skozi Svetega Duha. Hvala je tebi za moje brate, za moje sestre. Hvala je tebi za vsakoga prisotnoga. Hvala je tebi za tiste, štere nucajo eno novo osvežitev spoznanja tebe. Blagoslovi vsakoga, dotekni se vsakoga življenja. Gospod dragi, kad bi te odnos s tjov bil resno iskren, kad bi te odnos s tjov bil v vsakom življenju na prave temelje postavljene. In pomori nam vsem, kad bomo za istino živeli v tvojo meri, v tvojo ljubezni, v tvojo radosti in tako slavili tebe, Boga Očeta, Boga Sina in Boga Svetega Duha. Nebeški Oče, hvala je tebi tudi za tiste, štere imajo potrebe v svojem telu. Tudi njih blagoslavljamo in prinašamo pred tebe. Gospod, dragi, ti vidi vsako to situacijo, vidi vsako stvar, za tebe je nikaj ne pretežko. In te prosim, kad se dotekneš vsakoga srca, da ti daš to potrebno zdravje, to potrebno moč in potreben mir za vsako situacijo na slavo tvojo, Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh od zdaj pa do večnosti. Amen. 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 Amen.